kdaj smo mi dva dobra partnerja, ko sem jaz v ravnovesju, ko si ti v ravnovesju. Ker če nisem v ravnovesju pri partnerju, nezavedno iščem, da popolni te luknje, ki meni manjkajo. In to zna biti velik problem. Torej nekdo, ki je čustveno prizadet, ki je poln travm, potem, če išče partnerja, da bo nadomestil to čustveno praznino in to, sicer je tak partner dobrodošel za njega, ampak če govorimo o tantri, ni pripravljen za tantru. Ok, verjetno veliko žensk, predstavljam si, mogoče delam napako, si reče, jaz sem pripravljena za te stvari, ampak moj partner zelo očitno, po tem, kar sem zdaj slišala, ni pripravljen, ne? Marjan, a moram jaz zdaj zamenjati tega partnerja, ki ni dosti delal na sebi, ne? Ali kaj ne naredim? Ne. Zdaj pa tu ima tudi resnična tantra v odnosu, ima tudi za to rešitev. Torej, kadar pridemo na višjo stopnjo upravljanja z energijami, ko jaz rečem, ko tam v knjigi nekje po 5. lekciji, čeprav je to erotični roman, je vseeno, so tudi lekcije, ko jaz rečem, zdaj pa prehajamo v tantru, kraljevsko tantru, v kraljevski tantri pa vsak zase v toku odnosa kroži z energijo po hrbtenici, z vzburjenjem pa odvzema dodatno energijo vzburjenja in jo dovaja v krog in se povečuje moja energija in energija partnerja. Naslednja stopnja pa je, da partner pošilja energijo, svojo energijo, recimo moški, po hrbtenici partnerice navzgor ob izdihu, ob vdihu potegne to energijo s prednje strani navzdol, jo potisne po svoji hrbtenici navzgor, ob vdihu navzdol in dela osmico. In to počneta potem nadaljevanju oba. To je med spolnim odnosom, govoriš? Ja, seveda. Ne? Torej oba. Tudi drugače bom potem razložil. Torej oba. In zdaj, tantra pravi tudi drugače. Če jaz v odnosu čutim ekstazo, blaženost, moj partner pa tega še ne zmore, potem jaz lahko njega jemljem in pošiljam to energijo o pogoju, da sem povezan v srcu, da ga spoštujem takega, kot je, in potem je tudi to tantra. Sicer to ni kraljevska tantra, ampak je začetek, je izboljšanje odnosa, je izboljšanje zdravja in vse to skupaj. Ne? To je zanimiv koncept, ki ga drugje ne slišiš, razen v Sadašivi tantri originalni. Ne? Torej, v bistvu to delam do partnerja v duhu tega, da ga ne spreminjam. V duhu, da ga ne spreminjam. In to je zelo težko, ne? Ker je seveda, ampak tisto žensko, ki sem prej imaginarno, ne? To je v bistvu, kaj ne naredim, ker mi trenutna situacija ni všeč. Ne? Se pravi, jaz imam krivca svojega partnerja in zdaj kaj moram jaz narediti? To pomeni, da želim spremeniti situacijo, ne? In to ni ljubezen. Ne? In v bistvu to je energija, ki bo zablokirala na drugi strani. Situacijo spreminjam na ta način, da samo dajem. Da samo dajem. Kaj bo partner naredil s tem, je pa vprašljivo. Lahko, da bo to začel počasi sprejemati, te bo začel bolj čutiti in se bo začel spreminjati in bo začel tudi postal bo firpčen in bo vprašal, kaj pa to je, zakaj jaz to čutim. Ali pa bo dojel, da se ne gre več in da ne more več biti s tabo. Ne? Ja. Jaz sem večkrat v življenju prišel v tako situacijo, ko sem čutil iz druge strani, da me nekdo želi spremeniti. Ne? In tudi, če sem vedel, da ima prav, sem za nalašč se zablokiral. Ne? Ker se mi zdi, da ljudje v svojem koru, v svojem bistvu ne želimo, da smo kontrolirani. Iz strani drugega. To je osnovna... Pa ne sprejeti. Torej, to je že, recimo, če se postavim v vlogo terapeuta ali pa predavatelja v šoli za bioterapeute, se to učimo, da na svet sprejemamo kot uporabno sugestijo samo takrat, kadar mi vprašamo. To je osnovno.
Ampak mi smo vsi polni na svetu, mi vemo, kaj bi moral partner delati, kaj bi otroci, kaj bi družba, kakšen bi moral biti predsednik vlade, kakšen bi moral biti predsednik. Mi to vse vemo in potem govorimo, kakšni bi oni morali biti, pozabimo pa, da premalo vemo pa o tem, kak moram pa jaz biti. Modrost je sposobnost sprejemanja svojih nasvetov. Ja. Implementacije svojih nasvetov. Ker to je zelo tako, ne? Ja, in torej tu se takoj upiramo in zaradi tega imamo tudi toliko težav v komunikaciji. Tantra smo rekli, je predvsem komunikacija. In čim želim jaz tebe spreminjati, jaz sem nasilen. Recimo, temu se vedno ne smejimo, ko se učimo delati z energijami. Ne? In če ti zdaj, ne vem, z reiki ali pa kjerkoli metodo, pustiš skozi sebe energijo in jo dodajaš človeku ali živali, ampak komorkoli. Nikoli ne smemo biti nasilni z namenom dovajati več, kot človek ali pa žival sprejme, oziroma toliko, koliko mi mislimo, da nekdo potrebuje. Človek, ki mu to nadelamo, se ne bo upiral, bo sprejemal, bo potrpel. Proba to živali narediti, psu delaš z energijo, dokler rabi 5 minut, minuto, 10, sprejema, pol se pa obrne. In jaz sem poskušal psu potem še dovajati, je začel renčati. Torej je to agresija. In tak, kak živalim ne smemo delati, tako to tudi ljudem. Ampak to velja tudi za vse drugo.